Ali je za digitalni evro že prepozno? No, prav to bomo raziskovali danes. Med drugim tudi ZDA in Kitajska sta dosegli trgovinski dogovor. Upniki FTX EU lahko zdaj dvigujejo denar in kdo je letos kupil največ bitcoina. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Evropa pripravlja digitalni evro, ki naj bi dopolnjeval gotovino, ne pa je nadomestil. Kljub temu se pojavljajo vprašanja, ali ga sploh potrebujemo, saj že obstajajo stabilni kovanci oziroma stablecoini, ki ponujajo podobne funkcije. Prednosti digitalnega evra naj bi bile nižji stroški, hitrejša plačila in večja varnost. Vendar pa nekateri opozarjajo na možne težave glede zasebnosti in vpliv na tradicionalne banke. Tudi njegova uvedba bo postopna in zahtevala bo dober nadzor ter sodelovanje držav. In drži, glede na to, da vse to mi že imamo, se meni osebno zdi to kot jalovo delo. Razen seveda, če so kakšni drugačni nameni. ZDA in Kitajska so se dogovorile o znižanju carin, kar je razveselilo vlagatelje in pognalo ceno bitcoina prek $105,000. Tehnična analiza nakazuje, da bi lahko bitcoin dosegal kar $150,000. Vendar pa analitiki opozarjajo na preveč optimistično razpoloženje na trgu, kar bi lahko pomenilo kratkoročen popravek cene. V vsakem primeru dogovor pomeni več zaupanja in likvidnosti na trgu, kar je zgodovinsko dobro za kripto. Trgovinska vojna končana, vsaj za nekaj časa. Hej, če so ti všeč novice do zdaj, potem pritisni všeček, komentiraj spodaj, deli s prijatelji in ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne zamudiš prihodnjih videov. Uporabniki propadle borze FTX EU lahko zdaj končno dostopajo do svojih sredstev prek platforme Backpack. Potrebna je le preveritev identitete. Pogoj je, da so bili uporabniki registrirani na FTX EU po 7. marcu 2022. Borza je FTX EU prevzela januarja 2025 in obljubila hitro ter varno vrnitev sredstev. Postopek vračila sicer še ni časovno omejen, a Backpack spodbuja uporabnike, da preverijo svoj status čim prej. Bo to povzročilo morda kakšen prodajni pritisk? Kaj pravite? Komentirajte spodaj. Leta 2025 so največ bitcoina kupovala podjetja, celo več kot posamezniki ali skladi ETF. Največji kupec je podjetje Strategy, ki je samo prispevalo 77% k rasti podjetniških zalog. Podjetja v finančnem in tehnološkem sektorju vidijo bitcoin kot orodje za prihodnost, medtem so posamezniki zmanjšali svoje zaloge bitcoina. Zaradi omejene ponudbe bitcoina to pomeni dodatni pritisk na ceno, nekateri celo govorijo o sintetični razpolovitvi, to je, ko povpraševanje raste hitreje, kot rudarji zmorejo proizvajati kovance. Podjetja očitno vidijo velik potencial. Hvala vam, da ste bili tudi tokrat z nami in se vidimo v naslednjem videu.